Zavodu za kulturo Bled zdaj že kar nekaj let pripravljamo to prireditev lova na skrite pirhe in vsako leto je odziv večji. Prav zato, ker je prireditev oziroma samo praznovanje velike noči večinoma namenjeno praznovanju v okviru družine, ko se družimo in pa tudi igramo različne igre z jajci, s pirhi. Se eno tako veliko gremo tudi pri nas na Blejskem gradu in sicer po gradu skrijemo 100 pirhov in čisto vsi pirhi prinašajo nagrado. Kot vidite, je vsako leto odziv velik, pridejo predvsem najmlajši otroci v spremstvu velikih, ki jim pomagajo pri iskanju in za vsak najden pirh dobijo nagrado. Veselje je tako zelo veliko, če pa slučajno kdo ostane brez pirha, pa imamo pripravljeno tudi kakšno čokoladno presenečenje. Zdi se mi zelo tako zanimiva, privlačna prireditev, sploh zdaj, ko je po takli turobni deževni zimi končno posijalo sonce. Se mi zdi fino, no, da otroke peljemo malo ven in da se v bistvu spoznavajo in s tem običajem in jim je to tudi nekako priraste srcu, no, da začnejo tudi že od malega živeti s tem in da ta običaj ne pride ravno v pozabo. Mi smo bili prvič in nismo imeli nobene taktike iskanja in smo pač šli v krog. Od mesta do mesta smo pregledali. Za otroke je zelo vznemirljivo, da se zapodijo in iščejo po celem gradu. Tako da ja, zelo dobro. Iskali jih nismo skupaj, bili so po celem gradu, pa smo se dali narazen, pa smo vsak svojega našli. Najdla sem ga v grmovju. Danes je bil lov na pirhe, smo imeli tudi nagrade, dosti jih je bilo tudi z gradu, pri nas je pa lahko dobil nagrado to, da se je samo stisnil z imenom pa priimkom. Na star način, zviran, tukaj imamo rekonstrukcijo Gutenbergove preše, tako da se je isto natisnilo, kot se je začelo v 15. stoletju. To je še ena izmed prireditev, ki jo pripravljamo za naše številčne obiskovalce v Zavodu za kulturo Bled. In veseli smo, da se vsi v velikem številu odzivajo našim vabilom, tako da bomo v prihodnje nadaljevali s takim pripravljanjem presenečenj in prireditev za vse, ki bi nas radi obiskali.